Zgodbo deklice, resnična zgodba. Ameriški par, jet set par, zelo slavna, zelo bogata, same zabave so jih bile, denarja, kakor sta hotela, pač, vse veste, kako te stvari grejo, mislim, veste iz kakšnih tabloidov in tako naprej. In sta res imela, da ne rečem, razuzdano življenje. Potem se jim je pa rodila hčerka. In ta hčerka ni ne govorila in ne hodila do 4. leta starosti, ko sta končno dojela, da zdaj bo pa res treba nekaj resno narediti. Že prej sta se posvetovala s top zdravniki klasične medicine, ampak ker ni nič deloval, sta šla v alternativno medicino. Pa spet nič ni deloval, sta šla v komplementarno. Na koncu sta bila vsa obupana, ker nič ni pomagal. Hčerka ni ne govorila in ne hodila. Ok. Potem sta pač življenje ima svojo pot, sta prišla do enega človeka, Paul Solomona, ki pa izvajal reading. V glavnem, in on je imel to modrost, da je lahko vzel modrost. On se je znal povezati z inteligenco in je lahko inteligenco, se pravi vir, vprašal, kar je hotel. No in ti dva starša itak sta vprašala, zakaj najna hčerka ne govori, ne hodi, ne? Zakaj je bolna? In potem vir postavi proti vprašanje. Zakaj vidva mislite, da je vajna hčerka bolna? Starša sta totalno znorela. In kako se nahod, se nagovori, vsi otroci hodijo, govorijo in tako naprej, vsi zdravniki in tako naprej. No, in potem pravi vir tako, ok, zdaj pa slišala, mene zdaj ful mrazi. Pravi takole vir. Pravi, vidva sta imela svojo življenjsko nalogo, ki sta jo čist falila, vsak ima svoje poslanstvo. In v bistvu sta tako zabluzila v življenju, da bolj ne bi mogla. Tukaj je pa ena duša, ki vaju neskončno ljubi. In ta duša se lahko, da vam ozavesti, kaj počnete, imela dve možnosti. Prvič, da do kakšnega 30. leta starosti postane kakšna uspešna kirurginja, zdravnica, da jo boste upoštevala, koliko sta zabluzila. Drugič, ker vaju neskončno ljubi, da si je izbrala popolno telo, ki bo pritegnilo vajino pozornost in bo se začela spreminjati svoj način življenja. In tisti dan, ko boste videla to dojela, da ima deklica popolno telo in da sta mogoče vidva tista, ki sta bolna, takrat se bo zgodil čudež. In ta energija takrat je bila tako močna, da sta starša to dojela in v tistem trenutku, se pravi tisti dan, je hčerka naredila prvih nekaj korakov in spregovorila prve besede.